se z večino se tako in tako poznamo, ne? Smo se večkrat srečavali, leta nazaj sem večkrat prihajal na konc, tudi na Markovč, ko smo imeli seminar, ne, in tudi potem zlitev Svetega Duha. No, tako kakor ga je omenil sedaj Martin, z Igorjem smo bila zelo povezana, pred 50 leti smo se prvi srečala in spoznala, potem se se še pojakamo naprej, malo smo skupili zveze, nekaj cajta sem bil na tem koncu, on je bil na drugem koncu Primorske. No, potem po letu 90 smo se spet povezala, takrat, ko je on prvič doživel to eno posebno srečanje, posebno milostni trenutek, ne, jaz rečem temu Božja šok terapija je včasih, ne, ko je bil pri očetu Špeliču in Špelič takrat moral med njimi, takrat je on pravzaprav Igor, kako veste, ne, na nek način spoznal to duhovno moč prenove v duhu. In ko sem prišel z Nemčije, sem bil skoraj ravno v Nemčiji, mi je vse navdušenjem pripovedoval, torej vse to, niti me ni preveč prepričal, kako je po resnici, veste, ni preveč prepričal, še tako zmerali, ti izmera se nekaj proti meni, ma prijatelja sem bila zmerali, ne, pa se rekel, ma kaj bo zdaj razlagal te stvari, ne, no, mi je dal takrat knjigo Prenova v duhu, oziroma karizmatična prenova upanja za cerkev, to je ena taka zelena knjižica, ena prvih, ki je šla, ni prav debela, veste, ne, mislim, da napisal je neki libanonski duhovnik, ne vem, se tisto knjižo prebral, nisem prebral, ampak nekaj druge me prevzelo, ki mi je govoril o molitvi, namreč kako je prej molil, kako je molil, kako zdaj molil, potem je kako je v cirku, kako tam tudi premišljuje ob Božji besedi, o psalmi, ki jih je molil iz brevirja, nosil je sabo tudi knjigo psalmi, to je ena knjiga posebej bela, ki je šla, je rekel, navadno najprej preberem tudi tam, kaj ta psalam pravzaprav nam sporoča, kaj ne hoče povedati, se poskušal tudi malo eksegezo in tako naprej. In mislim, da bi kaj malo zašel, da se rekel, moram nekaj se dogajati, če ustraja tam pa 2 uri, včasih je rekel, ustraja 2 uri v cirki, sem rekel, dobro je, ne. Meni ni uspelo to nekšen, ker sem bil kakšna ura, ne, tako smo vzeli, da bi mogel biti cirki, recimo, ne, pritisem. Se rekel, ne, Jezus vem, da bi moral biti tukaj bom, se rekel, čas in bom za to in ne bom šel rekel v eni uri ven, pa bolj tako, da sem ustrajal tam, ne, niti ne iz neke, ne vem, kako strašne potrebe, ne. No, naslednje leto sem bil na enih duhovnih valjah, ki jih je imel pater Hans Burg, to je nemški panotinc, ne, z njej je bila tudi Barbara Huber, no in to so bile tiste duhovne vaje, ki so bile tudi, tako bi rekel, ena taka prelomnica v mojem življenju. To je bila dolga štorija, če vam pravimo, daj drugi so povedali, veste, ne. Vsekakor, potem Igor je takrat ni bilo, je bil nekaj drugje in se ga poklical po telefonu, se držal nazaj, duhovne vaje so bile na Miranskem gradu, ne. In ko sem ga poklical po telefonu, mi začel nekaj razlagati, je rekel, pa zdaj se je pa to dogodilo. To, kar sem Boga prosil, da se to dogodilo tu s tabo, ne. Takoj po prvih stavkih je odobilo, da se nekaj dogodilo. Pa se je dogodilo, če to je zgodba taka, se nisem šlogo pripovedoval, ki traja vsaj 3/4 ure, recimo, če hoče vse povedati. No, torej, kar me je pri Igorju presenetilo, torej ta vera v moč molitve, ne, in še zdaj samo nekaj, mnoge stvari ga ne morem praviti, ne, da je Martin povedal, bila se povezana, jaz sem bil mnogo leta, ne bo spovednik, ne, zato mnoge stvari, ki jih vem, dobre, lepe, tudi če so bile lepe, jih ne moraš malo prepovedati. No, ampak presenetilo me to in tu sem mu rekel doskrat, ne, če to si kakšenkrat jeziv name, da premalo molim, ne, da premalo molim nad ljudmi, ne, ta njegova vera v moč molitve in bi rekel, da njegova sporočila v glavnem je to, Jezus je odrešenic, ne, in zato vse njegove molitve so bile za osvobajanje, za ozdravljanje, nekakšnakoli, ne, ali nekih osebnih ran, ali družinskega dela in to, vse izhajalo z tega. Jezus je tisti, ki ozdravlja. Jezus je tisti, ki ne samo odpušča grehe, ki je v bistvu časom vzemo tako, ne, ma gremo Gospod, Jezus odpusti grehe, ne, ma Jezus ne samo odpušča grehe, Jezus ozdravlja, ne. On je tisti, ki hoče nas vrniti v tisto prvobitno stanje, kako si je Bog zamislil od začetka, ne, prej človek pada v greh. Ne, mi smo vsi bili ustvarjeni za svetost, ne. Zaradi greha in izvirnega greha, ko mu rečemo po domače, ne, smo vsi nekje obremenjeni z grehom
se je ta Božji načrt na nek način, bi rekel, pokvaril po človeški krivdi, in pravzaprav molitev pomeni, da bi bili čim bolj osvobojeni vseh teh ran greha, ma ne samo nekih osebnih grehov, ampak sploh vsega tega grešnega stanja, ker konc koncev, mi nismo grešniki zato, ker grešimo. Nismo grešniki, grešimo, ampak zato, ker smo grešniki, grešimo. On še enkrat ponovim, Nismo grešniki zato, ker grešimo, ampak ker smo grešniki, grešimo. Torej, hoče povedati to, ni mislimo zato, ker smo pač nek konkreten greh naredili, in ker smo ta greh naredili, če ne bi bili greh, pa ne bi grešili, Mi smo tam ustavili, In to pomeni, ko jaz rečem, Gospod Jezus Kristus in Božji, ali Gospod Jezus Kristus moj odrešenik in moj Bog, usmili se menega grešnika, jaz pravzaprav ne prosim samo očistim mojih konkretnih grehov, a so to grehi v mislih, besedah, ali dejanjih, ali pa še bolj pogosto grehi opustitve dobrega, se to pozabljamo dosti, Mi bolj grešimo včasih, kako z grehi storitve, z grehi opustitve, Ne gre toliko za to samo, ampak gre za to, Gospod, ozdravlja mojo grešno naravo, človeško, Torej, stopi prav tja v temelje moje človečnosti, Tam, kjer je bil zadeta, da me ozdraviš, No, in mislim, da Igor je imel to vero v to, Torej, Jezus je odrešenik. In zato, že kdo prišel k njemu, je torej v imenu Jezusa odrešenika, zdaj polagam roke nate, ali kakorkoli že molim na tavo, da bi te Jezus Kristus torej odreševal, očiščeval, ozdravljal, kajti edina v njegovem imenu je odrešenje sveta, kakor vemo, No, toliko, zdaj mora iti pa po Božji besedi, pa še drugi smo ti povedali, No, če povzemem to, je tisto, sem dosti treba. Igor, kako bi rekel, te imam za odločnega in pogumnega. To, kar dosti duhovnikom nam manjka, da premalo molimo za ljudi, prav tem pomeni, da bi Jezusova milost ozdravila vsakega človeka, Tega, torej ti ne pozabljaš in ti se tega držiš in nad vsakim, če te prosi takoj, ali počasih celo sam svetuješ, ne samo prosiš, včasih bom rekel, dragi moj, molitve so potrebe. Jezus Kristus mora ozdraviti. Dragi moj, ne šte hoditi okrog psihiatrov, psihoterapevtov in ne bi kakšnih psihologov, če enkrat ne zaprosiš, da te Jezus ozdravi, Če ne bo stalno bo samo nekaj na površju, ker vse te psihiatrične stvari, sicer so dobre po svoje, ampak to je tako malo prepleskano, tako kako da tisto rjavino, vse tisto dol, ki je, vse tisto rjavo samo premažemo z lakom, in potem to še stalno vrne. Jezus pa to ozdravlja, ker je v globino da očisti vse to, da ne točimo da, ker je Gospod in odrešenik. Torej, jaz sem pravzaprav mislil najprej, včeraj sem ne videl, da me je povedal Martin, sem mislil, da je pa tudi Maša, ne, Maša pa ni, jaz sem mislil prebrati evangelij današnjega Berilo in evangelij današnjega Neva, in je pa evangelij tak, ki se mi, Berilo je tako primirno, da se rekel, kar ob tem Berilu sem tudi ustavil, No, zdaj sicer ne Maša, ampak mesto Berilo celo prebral, ker je iz apostolskih del in nas zelo nagovarja. Vam bom povedal, da je tudi zakaj. Malo poskušal razložičati, da poišče, kaj da nas je torek 21. Torej tako prisluhnite. Berilo iz apostolskih del. Tisti čas je Štefan rekel ljudstvu, starešinam in pismovkom, trdovratni in neobrezani na srcih in ušesih, vi se vedno upirate Svetemu Duhu, kako vaše očetje, tako tudi vi, katerega izmed prerokov vaše očetje niso preganjali. Celo morili so tiste, ki so napovedovali prihod pravičnega, in tega ste zdaj izdali in umorili. Vi, ki ste prejeli postavo po uredbi angelov in se je niste držali. Ko so to slišali, so se togotili v svojih srcih in z očmi štripali zoper njega. On, ki je bil poln Svetega Duha, pa je v prvi pogled v nebesa videl Božje veličastvo in Jezusa stoječega na Božji desnici in je rekel, glejte, vidim nebesa odprta in Sina človekovega stoječega na Božji desnici. Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj
in vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. Priče pa so odložile svoje oblačila k nogam mladeniča, ki se imenoval Sava. In kamnali so Štefana, ko je molil: Gospod Jezus, prejmi mojo dušo. Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: Gospod, ne prištevaj mu tega greha. In ko je to rekel, je zaspal. Savel pa je odobraval njegov umor. Poslušali smo Božjo besedo. Zdaj, če želi kdo od vas izreči kakšno misel ali kakšen stavek ali iz tega berita, sem pozabil reči na začetku, tako da bi še bolj pozorno poslušali, pa si ste vseeno, ne? Lahko kdo od vas prej izgovori kakšen stavek, ki ste ga slišali v tem odlomku. No, gotovo, ko ste izrazili, je Sveti Duh tisti, ki vse oživlja, ne? Se tudi spovedujemo, ko molimo vero, ne? Verujem Svetega Duha Gospoda, ki oživlja. In to bi se upali trditi za prvega učenca Štefana. Torej, ko sem prebral ta odlomek, sem rekel, jaz sem tem spregovoril. Prav zato, ker mi je ta svetnik Štefan, prvi učenec Cerkve, res zelo pri srcu, ker je prav konkretno, veste, bil nepodoben Jezusu samo v življenju, ampak mu je podoben tudi v smrti. Ne? Kakor veste, je god Svetega Štefana 26. decembra, kar se da zdi skoraj malo čudno. Ne? Prej taki lepi dnevi, romantični, čustveni, familiarni, se topimo lepo, ne? Nekih prijetnih čustvih ob Jezušku, ob novorojenem detetu, ob jaslicah, ob Mariji in Jožefu. Drugi dan pa udarili tako je prvi učenje Cerkve, ne? Ki je omorija. Glede, morda je dobro lažje tako, je Cerkev naredila. Zakaj? Zato, da bi se takoj zavedli, da ne bi ostali pri nekih Jezušku, da ne bi ostali samo nekih lepih, čustvenih doživljenih, ki tudi niso slaba, ne? Ki tu vse je Božje, ne? Tudi čustva so Božje, kakor veste, ne? Ampak da bi ne ostali tam in lepo, vse tudi te lepe misli, če smo tako reči, ne? In tudi lepi občutki, tudi nekakve družinskosti, prijetnosti, vse stvari so lepe, ampak da bi takoj se zavedali, tudi če smo v Jezušku in lahko ga sprejemamo kot Jezuška, rečemo, ti si Jezušček, ne? Ampak ta Jezušček je hkrati Jezus, ne? Ta Jezušček je naša rešenik in naš Bog. V vsaki situaciji, kjerkoli se on kjerkoli je, kakorkoli ga vidimo, on je vedno naš rešenik in Bog, ne? Tudi kot ta nevorjeni, ali pa recimo tudi se spomnite, kakšne evangelije beremo na nedeljo Kristusa kralja. Se spomnite, ne? Na mesto bi brali Jezus pantokrator, Jezus vladar sveta, Jezus zmagovalec vsega, ne? Ko se bo razvel vse polnosti, lete celo dvakrat beremo evangelijo tistem, ko je Jezus bil ponižan, ne? Beremo evangelij, kako so Jezusa pribili na križ, ne, potem drugi sicer malo vseeno bolj, ko govori, kako je Jezus rekel desnemu razbojniku, še danes bo z menoj v raju, ampak vseeno zanimivo, ne, da smo zbrali za nedeljo Kristusa kralja evangelij, ki ga prikaže v največjem ponižanju, ne, največjem porazu, največji polomiji, ne, tako rekoč, ne. Takrat, ko je tako rekoč ima občutek premagan in uničen, ne, in umorjen in ubit. Torej, zakaj bi se to razlagal? Zato, ker, gledajte, kakor v Jezušku vidimo mi Jezusa, odrešenika, tako tudi v trpečem Jezusu, umirajočem Jezusu, ponižanem Jezusu, zasramovanem Jezusu, zaničevanem, pljuvanem, strnem, kronanem in tako naprej, bičanem. Mi vidimo v njem našega Jezusa, vidimo našega odrešenika, ne?
Torej za nas ni važno, v kakšni podobi. On je vedno naša rešitev, pa prav zato je naša rešenik, recimo. Ne? Prvič, recimo, če vidimo kot otroka, ker je hotel biti eden izmed nas, ker je stopil našo človeško naravo in ste posvetili našo človeško naravo. Ne? Če ga vidimo na križu in ga vidimo trpečega, umirajočega, zasramovanega, spet vemo, da je naš kralj. Zakaj? Ker je on z nami tudi v našem trpljenju, tudi v našem zasramovanju, ne? Tudi v našem ponižanju, ne? Pa recimo v naših travmah, če ga vidimo Jezusa, recimo vrtu Getsemani, ko potikajo bivaju pot, ne? Ko pravzaprav tudi on v nekakšni agoniji, ne? Tudi on doživlja strah trpljenja in strah te smrti, ga doživljamo torej kot tistega, ki je z nami tudi v naših strahovih, tudi v naših travmah, tudi v naših depresijah, ko smo in tako naprej. Ne? Torej, za nas je Jezus vedno Jezus. Za nas ni važna podoba, nazorne, ne? On je v vseh situacijah, neko za nekaj, prav zato, ker je v vseh situacijah naš Gospod in odrešenik. No, zato tudi mislim, da je cerkev postavila svetega Štefana takoj po Božiču, da bi se zavedali tega. Glejte, ta Jezus nas lahko vodi po lepi poti, včasih ni velikih preizkušenj in tako naprej. Lahko nas vodi po poti preizkušenj in trpljenja in zasramovanja, celo mučeništva nekatere, ne? Ampak vedno vodi Bog tako, da nikoga ne preizkuša preko svojih moči. Ne? Če si bil manj preizkušen v življenju, ne? Potem se zahvaljuj Bogu, da si bil manj preizkušen, ampak da ti je toliko milosti, koliko je treba za tisto situacijo. Če si bil bolj preizkušen in si v življenju mogel skozi mnoge krize, ne? In se nosil težke križe, ti je Bog dal tudi več moči za to. Ne? Nihče ni izkušan preko svojih moči. Ne? Torej, tako kakor velja za naše sposobnosti, nekomu je mnogo dano, se mnogo zahteva, komu je manj dano, se manj zahteva. Torej, Bog ne dela nobene krivice, ne? Mi samo eno prosimo, Gospod Jezus, to te prosimo, ali pa Oče nebeški, ne? Dej, da bo v tisti situaciji, v kateri sem, uresničil tvoj načrt. Ne? Nekakšen, recimo, če bi bil, ko bi jaz bil tam, ja, blagor njemu, ker ni bil preizkušen, blagor umu, blagor temu, ko bi je živel v teh časih, ko bi je živel v onih časih, ne? In tako mi dosti bežimo v tisto situacijo, v katero nas je Bog postavil, ne? To govorim iz glasne izkušnje, ker sem tudi jaz dosti rekel, ja, če bi bil nekje drugje, pa drugače, ko bi bil na uni župniji, pa tem, ne? In poznaš, da si na tej župniji, ne? In da tukaj Bog pričakuje hit, no, zdaj tukaj, da so resnični načrti, a Bog ima stavil. Kaj ti Bog ima načrti vsake izmed nas, ne? No, da se vrne Štefanu, da če ne bo predolgo, ne? Zdaj se mora spet Štefanu vrniti nazaj, ne? Torej, gledajte, Štefan prvi mučenec, te omenim, gledajte, dvakrat te omenim, poln svetega duha, ne? Torej, zakaj? Poln svetega duha. Torej, zato lahko on gre po Jezusovi poti. Kaj ti on ne sledi Jezusu, zato, ker je on močan, ker je on odločen, ker ima trdno voljo in tako naprej. Ne. Ampak zato, ker pusti, da Božji duh, ki je duh Božje ljubezni, pa lahko je duh Božje modrosti, ne, poguma in vsega tega, deluje v njem, ne. Ker ti svetniki niso veliki zato, ker so oni zmogli velika dela, ampak ker so pustili, da je Bog delal velika dela. Gotovo mi moramo reči ja, ne, da ne bo zgledali, da smo mi tako samo nekaj pasivni. Mi moramo reči ja. Ne, ampak Bog bo delal, ne? Bog ne potrebuje nas, da povem, za naše odrešenje. In Bog ne potrebuje, da ga brez nas dela. Ampak vse bo porabil, če smo mi njemu izročili. Ne? Apostoli so rekli, se spomnite, sveti duh in mi z njim smo sklenili. Najprej sveti duh. In potem smo mi sveti duh. Ne pa tako obratno, da dosti delamo, ne? Mi smo preštudirali, mi smo načrtovali, zdaj pa Bog še pristopi zraven, pa dejstvo blagoslovljenje. Da veste, pri tem ora et labora, ne, moli in delaj, ta Benediktovo vodilo, je prav tako ora et labora. Torej pomeni najprej moli, kar pomeni najprej pusti, da bo Bog deloval v tebi in potem ti deluj na zunaj iz te moči, ne. To je tisto, in to je prvi Štefan, ne. Torej, Štefan pol svetega duha, ne, in zato deluje. In drugič, vidim nebesa odprta, pravi, sina človekovega vidim. In to je tista vizija, ki bi pravzaprav morala biti nas in prosimo Gospoda, ne. Ta vizija, tista, tudi mi vidimo nebesa odprta, kaj to pomeni?
Ja, naša usmeritev je pravzaprav poveličati v Bogu, ne? Torej, če vidimo nebesa odprta, potem stvari presojamo drugače, ne? Za naše življenje se ne zapira, če bi tako rekel. Glejte, kaj te nas tragika tega sveta? Da je življenje slučaj in živimo neko življenje, ki ga vsak dan manj, da se zapira, ne? Se zapira, da ti ne prije smrt in pa smo uničeni. In vse skupaj je v nič pade, ne? Ker je vse brez veze, ne? Tukaj smo vzorec brez vrednosti, ne? Torej, to je ta vizija tega ateizma, tega nihilizma, ne? Ker pa, če tisto je živi, kar je živiš, tu slučajno smo tukaj na soda vrla in se tako da se zapira, ne? In nekaj se reči, ne. Mi pa vidimo, da sem prta, ne, kaj pomeni. Mi vidimo tako, ne, mi živimo že zdaj tukaj to Božje življenje, ne? Ampak že tu se odpira Boga, ne? Zato gre tako, ne? Vzven. In torej, to pomeni, Štefan vidi nebesa odprta, ne? In zato tudi v njem ni strahu. In v njem je pogum. In on se upa povedati ljudem, ne? Tako kako je Peter povedal na Binkošni dan, ne? Pa potem smo brali tudi zdaj to nedeljo, ne? Torej, Peter ni nekaj lepo rečil, ne? Je oznanil, ko so prijeli Svetega Duha, so imeli vse biti pogum. In so povedali, tudi tem množicam, ne? So rekli, poslušajte, Jezus Kristus, oziroma Jezusa Kristusa so vi obsodili na smrt. Vi ste ubili križajka. Nedeljo smo slišali, se spomnite, ne? Ste zahtevali, naj izpustijo tega morilca, Baraba, in nadajo križati pravičnega, ne? Kljub temu, da ga je Pilat, ne, hotel oprostiti in ni bil nobene krivde. Ampak vi ste ubili negativa. Ampak zanimivo, kaj pravi naprej, ne? Vem, da ste ravnali iz nevednosti, ne? Vem, da ste iz nevednosti ravnali, da ste bili zapeljani. Torej, Bog vas ne bo zdaj obsodil, ne? Ampak Bog hoče se rešiti, ne? In tako na Binkošni dan, kot to, ko smo zdaj poslušali v nedeljo, nekaj je bilo pole kasneje, nekaj ne. Torej, vidimo, da se mnogo odprli srce in dušo, ne? Da morda je bilo tako treba spregovoriti, ne? In kaj pravi Peter, ne? Peter pravi tako, ne? Torej, spregovornite se in dajte se krstiti v ime Jezusa Kristusa, ne? In kako veste prvi sad, ne, na Binkošni dan, je bilo 3000 krščeni, ne? Nedelja ste bo poslušali, se spomnite, ne? Ker je bilo kasneje pravi, in tem 3000 se so pridružili še 2000 novih prečivalcev. Eni so bili pravi. Iz tega se vidi, kako mora človek se odpred za tega, ne? Ali se še bolj zakrpne se odpred, ne? Ampak 2000 novih se pridružilo in pravi število učencev naraslo na 5000, ne? No in Štefan je pravzaprav velik pravi prototip vsega tega. Vidite, Štefan ne samo, da je živi z Jezusom, on umira z Jezusom, ne? Ste slišali, ne? Kako on umira, Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo, ne? Kaj je rekel Jezus? Oče, tvoje roke izroča svojega duha. Torej Štefan ponavlja Jezusove besede, ne ponavlja, ampak to, ne? In še bolj pomembno to, ne? Gospod, ne prištevaj tega greha. Kako je rekel Jezus? Oče, odpusti, se ne vedo, kaj delajo. Torej Štefan, kako Jezus odpušča, on ne umira v sovraštvu, ne? On ne sovraži teh, ne? Ampak on hoče, da bi Jezus ne prišteval tega greha, ne? In da bi jim pomagal, da bi jim svojo milostjo spreobrnil, ne? Torej tako, kako Jezus, ne? In potem izroči, kako Jezus tudi on, ne? Jezus izroča v roke očeta, Štefan se izroča v roke Jezusa Kristusa, ne? Ki je eno z očetom, ne? Glede, in tam je pravzaprav, bi rekel, ta čudoviti zgled svetega Štefana, ne? Da bi mi prosili, Gospod, ne daj nam, da bomo živeli s tabo samo kad ne lepo, ne samo v življenju, ampak da bomo znali s tabo tudi umirati. In še nekaj, če ne bo predolgo. A lahko še nekaj povem? Ne bi rad spustil, mislim, zakaj ne. Priče so odložile svoje oblačila k nogam mladeniča, ki so imenoval Savel. Veste, kaj je ta Savel, ne? Pavel, ja, poznaš. In spodaj, Savel pa je odobraval njegov umor. In jaz sem mislil, ta mučeniška smrt Štefanova, mislim, da je tudi malo pripomogla. Ne je tudi Jezus to uporabil, tudi to milost Štefanove smrti, da je ta Savel, preganjalec cerkve, postal veliki apostol Pavel, ne? Torej pomeni, jaz tako rekel, veste, vse, kar mi doživljamo,
vsake naše trpljenje, vse naše preizkušnje, vsa naša žalost, vse, kar nosimo, če smo izročili to Jezusu, če smo izročili Bogu, ne, in to smo darovali celo za nekoga, bo ta milost gotovo obrodila sami. Morda je danes ne bomo videli, morda je bomo živeti v življenju, in bomo pa doživeli na drugem svetu. In bo morda se tam pokazalo, gled, prav ta tvoja žrtev, ta žrtev, ki se ti napravil za nekoga, je bila tista, ki je vplivala na tega človeka, da se je spreobrnil, da se je vrnil Bogu in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da ko smo se potem srečali na mestih, sveti Štefan pa sveti Pavel, ne, sigurno je Pavel rekel ti, Štefan, hvala ti za tvojo milost, za tvojo žrtev, veš, ker tudi tvoja žrtev bi pomogla temu, da sem jaz preganjavca postal cirkev, ne, postal veliki apostol, ne, in obratno, ne. Tudi Štefan se je sigurno zahvalil Savlu, da mu rekel Savel, dobro, da se me pognali v smrt, ker ti ta smrt je tako, kakor Jezusova smrt obrodila novo življenje, ne. Ta smrt ni bila obup, ni bil konec vsega, ne, ampak ta smrt pravzaprav je bila nekakšna, je bila kot tisto zrno, kar pade v zemljo, ne, da umre in mislim, da je umrlo pa obrodi sam. Tako da jaz mislim, da se drugom zahvaljevala se, ne. Štefan, Pavlo in Pavel Štefan, ne. No, gledajte to, moram tukaj končati, če ne bo vse, ne. Prav sem želel to, da bi vam, in zato res prosimo tudi, ne, sveti Štefan, daj bodi nas zgled in spodbuda. Sveti Štefan, daj, da bomo tudi mi videli nebesa odprta. Sveti Štefan, daj, da bomo tudi mi polni svetega duha in da bomo to znali oznanjati in to govorili in to zato pričevali, kar ti Bog hočeš, da pričujemo, ne. Torej, da ne bomo nekje zabijeli naše besede, nek stanjol papir, pa se izogibali. Ne, ampak če vemo, da je to resnica, da je to torej Božja resnica, potem bomo to resnico tudi oznali, posebno tudi na našem svetu. Vas to rabimo res poguma. Jaz mislim, da danes velik problem je v tem, ne samo, da je duhovnikov vedno manj, ampak da je zmeraj manj res pričevalcev, ne? Tisti, ki bi pričevali in bi rekli, mi nosimo Boga v sebi in ta Bog, ki v nas deluje, je naše bogatstvo. To je naš optimizem, to je naše veselje, to je naše nezgodljivo upanje, to je življenje našega življenja. Torej, Gospod Jezus, daj, da bomo po svetu svetega Štefana tudi mi sledili tebi, s tabo živeli in s tabo umirali, kaj ti pravi apostol Pavel, ne? Pri krstu smo bili pokopani v smrt skupaj z Jezusom, ne? Zakaj? Zato, da bi ostali v večno življenje. Amen.